Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer voščim in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Domžalskem športnem parku. Čakamo namreč na pričetek zadnjega dejanja 10. kroga prve lige Telemach. Obračun med Domžalami in Mariborom je pred nami. Ja, včeraj je Bravo presenetil Celje, slavil v Ljubljani s 3-2. Maribor danes išče zmago v Domžalah, zmaga, ki bi Mariboru prinesla ponovno drugo mesto na lestvici. Krstovski, Ažbe Juk, dobro postavljen, brez večjih preglavic zanj. Ja, mislim, da je to izredno dobra pozicija za Iličiča, tako da menim, da bo šlo za neposreden strel proti vratom Roka Vodiška. Ja, vseeno razdalja kar precejšna, Vodišek je seveda že pripravljen. Iličič in Vodišek se je izkazal. Spet je pokazal, kakšen mojster igre je Josip Iličič. Izid se ne spreminja. Seveda pa so Mariborčani to situacijo izkoristili in napravijo gužvo pred vrtarjem Roka Vodiška. Še ena žoga za Iličiča. Nevarna podaja pred vrata in gol. Zadev je Orfej Mbina. Maribor je torej prišel do vodstva. Veselje Mbine, njegov 4. gol v tej sezoni. Ja, Mbina je tudi tokrat pokazal, da je iz pravega testa. Je velika ukrepitev za Maribor in seveda 4 zadetki so upisani na njegovem kontu. Orfej Mbina. Maribor je torej unovčil premoč. Akcija, ki se je začela iz kota, ko so Mariborčani takole kombinirali na desni strani igrišča, potem pa takole podaja pred vrata Mbina na pravem mestu po podaji Jana Repasa, ki je vknjižil torej asistenco in dober zaključek Mbine z glavo. Ja, odličen zaključek Mbine. Spet hitra akcija gostov, Komaromi za Jana Repasa in prekršek, še en prosti strel se obeta Mariboru. Koncentracija kapetana Maribora in pa Rok Vodišek, ki kot rečeno danes prvič brani za Domžale. Ali lahko prepreči zadetek Iličiču. Iličič elegantno. Mojstrovina ponovno Josipa Iličiča. Mislim, da je vsaka beseda bolj ali manj odveč. Ja, kadarkoli gledamo Iličiča na igrišču, smo navdušeni nad njegovimi potezami. S Panenko, tako imenovano Panenka, ja, je zadev in seveda rutinirano povišal vodstvo Maribora. Boljši od njih v tem segmentu igre so samo Celjani, ki dosežejo 540 podaj in so 87% uspešni. Spet ukradena žoga Širvisa, tu je priložnost za Maribor, strel Grliča in od prečke potem žoga v vratarja Vodiška, a izid se ne spreminja. Ja, izredno lep strel z razdalje Nika Grliča. Ampak tokrat v Ljudskem vrtu s Celjem, priložnost za revanšo Anteja Šimundže. Ja, da se revanšira za edini poraz Maribora v letošnji sezoni. Ja, to je priložnost, toda slab zaključek Mbine, ki je žogo tam poslal pod oblake. Na 9 tekmah, torej 5 rumenih kartonov za nigerijskega branilca. Jan Repas, pa potem Žiga, ki se je odločil za strel in gol. 3-0. Presenečenje za domžalsko obrambo, tudi za vratarja Vodiška. Žiga Repas do svojega 2. gola v tem prvenstvu. Ja, res natančno odmerjen strel, ki niti ni bil tako močan. Ja, je bil pa tehnično dovršen in pa natančen in seveda nerešljivo
uganka za vratarja Roka Vodiška. Ja, bratska naveza v tej akciji, podajalec Jan. Gospod Dejan Dončić, torej poraz proti Mariboru, ampak če se vrneva v prvi polčas, pri Zidu 0:0 ste imeli nekaj priložnosti, ne? Lahko bi se morda tudi drugače razpletlo. Dobro, Maribor je kvalitetna ekipa, vendar ko narediš napako, jo tako izkoristijo. Tako smo mi dobesedno po naših napakah, tudi pri drugem golu, pri 11 metrovki. Vem, imeli smo 2-3 priložnosti pred, dobesedno proti takim ekipam, ko ne zabijaš, je pol težko igrati. Normalno, ko pa daš prvi gol, so pa zmeraj presenečeni. Zdaj, vse 3 gole ste zadeli nekako ob izteku polčasa. Je to nekaj, na čem bi poskušali, oziroma boste poskušali delati v prihodnosti? Ja, normalno. Dobesedno smo, če se ne motim, v 5 minutah dobili 2 gola. Se pravi, to je tisto, ko prejmeš zadetek, mora biti koncentracija še na višjem nivoju, da ne dobiš še drugega. S tem srečanjem proti Mariboru se nekako zaključuje ta težak ritem, ampak vseeno vas zdaj čaka še eno gostovanje proti Muri. Kako pogledujete naprej? Dobro, normalno, da je vsaka tekma težka. Normalno, da smo v takej situaciji, ki nam vsaka tekma je kvalifikacije, tako da normalno. Gremo dalje. Zavedamo se situacije, zavedajo se tudi vsi igralci, v kakšni situaciji smo, in jaz mislim, da moramo skupaj se zbrati in pa ne smemo izgubiti samozavesti, da ne moramo in da ne želimo. Hvala in srečno. Ok, hvala. Gospod Ante Šimundža, čestitke za zmago. Druga zaporedna zmaga z izidom 3:0. Kako bi ocenili predstavo vaših fantov? Zelo potrpežljivo, kar se tiče z naše strani. Na začetku smo začeli odlično. Bili smo zelo blizu zadetka, potem so nekako Domžale prišle, so se malo stabilizirale in potem nismo bili v pretoku žoge dovolj hitri, a potem so to zadnje 15 minut dobro popravili in v drugem polčasu tako nadaljevali, tako da mislim, da je zaslužena zmaga. Zdaj vedno več prihajajo do izraza tudi novinci v moštvu, ekipa deluje vedno bolj uigrana. Kako ste sami zadovoljni z njihovimi predstavami? Tako sem že pred tekmo rekel, vedno je dovolj prostora za napredek. Želimo si, da bi bili v vseh segmentih na čim višjem možnem nivoju, koliko smo sposobni, tako da v tej smeri tudi delamo. V prihodnem krogu vas čaka obračun s Celjani, ki so edino moštvo, ki vas je premagalo v letošnji sezoni. Na čem bodo takrat največ poudarka, kje bi se želeli še izboljšati? Najprej bomo zanalizirali današnjo tekmo, se spočili in potem od naslednjega tedna začeli razmišljati o Celju. Hvala in srečno. Hvala lepa. Dejan Lazarević, 8. poraz v sezoni, verjetno ni enostavno biti nogometaš Domžal v tem obdobju. Ja, ni lahko, sigurno, ni lahka situacija za nas, ampak treba sigurno čim prej zmagati in začeti dosegati pike, zaradi tega, da ne bi bilo pol, vnaprej, da ne bi bilo pol vse toliko težje. Zavedamo se vsi, da pač ni lahka situacija, ampak ne preostane nam nič drugega, kot da pa sam treniramo in da probamo čim prej osvojiti 3 točke. Zdaj, kljub porazu v samem začetku srečanja ste imeli svoje trenutke, imeli ste nekaj priložnosti, ampak na to dobili ponovno 2 zadetka iz prekinitve, kar se vam v bistvu ponavlja že nekako skozi celotno to prvo četrtino sezone. Je to nekaj, na kar bi morali dati več poudarka, več delati, se bolje pripraviti na to? Pa ja, sigurno ni fajn. Glede, da smo mislili, da smo prikazali, da smo igrali prvih 25-30 minut, da smo igrali dobro tekmo, da smo bili enakovredni. Pa je imel še naš Abra, uno šanso. Jaz mislim, da bi šla tekma v drugačno smer. Dobili smo pol na hitro 2 gola, to nas je malo, rečemo, da nas je malo presekalo, sigurno nam ni bilo lahko. Sploh, kakor si že rekel, da skozi dobimo iz prekinitve. Delamo veliko na tem, ampak v tem trenutku nas vsaka pač
napaka kaznuje. Zdaj ste med izkušenejšimi v ekipi, preigrali ste ogromno nogometa na visokem nivoju. Morda čutite zaradi tega kakšno večjo odgovornost, da pomagate zdaj v tem trenutku fantom, ki so psihološko malce potrti, no bomo rekli tako? Pa jaz mislim, da jim sigurno lahko pomagam, kot si rekel, da sem že bil toliko let v tujini, ampak jaz sem tudi z veseljem se odzval, da prijem pomagati tej ekipi. Vem, da me je čakalo težko delo, ampak sem vesel, da sem se lahko vrnil domov. In jaz mislim, da s temi fanti, da se bomo sigurno prvi slej pobrali iz te situacije in da bomo pokazali pravi obraz. In ne smemo obupati, vemo, da ni lahko, ampak ne smemo se predati in vsakma tekma je pač zase in gremo že naslednjo, gremo na zmago. Dejan, hvala in srečno. Hvala. Žiga Repas, čestitke za zmago. Rekli bi, da je bilo kar prepričljivo, ampak vseeno v prvem polčasu ste na trenutke malce trpeli, pustili priložnosti nasprotniku. Kako ste sami videli dogajanje? Ja, res je, malo smo nihali v igri, v dominanci. Mislim, da so bili dobri, slabi trenutki. Na srečo smo slabe trenutke zdržali in nismo prejeli zadetka. In ko smo bili boljši, smo zabili, mislim, da zasluženo na koncu tudi zmagali. Sedaj v naslednjem krogu vas čaka tekma s Celjem. Celjani so edino moštvo, ki vas je v letošnji sezoni prve lige Telemach premagalo. Verjetno neka dodatna motivacija za vas. Sigurno. Mi gremo vsako tekmo na zmago in naslednji vikend bo isto. Hoteli bomo zmagati in tudi vrniti za prejšnjo tekmo. Hvala in srečno. Hvala. Ja.